Sevška in Poljanska dolina. Dve dolini, po katerih tečeta Sevška in Poljanska Sora, ki se v Škofji Loki združita v reko Soro. Človek je že od kamene dobe sobival z naravnimi danostmi tega območja ter ohranjal njegovo lepoto, za nagrado pa dobil njegove usluge. Z raziskovanjem daljnih dežel, predvsem Azije in Amerike, je odkril tudi nove rastline in jih prinesel domov zaradi njihovih lastnosti. Z razvojem transporta in trgovine se je vnos novih vrst povečeval, hkrati pa smo jih začeli širiti tudi vrtnarji, načrtovalci parkov, vrtičkarji, čebelarji in drugi. Nekatere rastline imajo v novem okolju, ki nanje ni prilagojeno, izjemne sposobnosti širjenja tudi v naravi. Ker nimajo škodljivcev, hitro rastejo in imajo veliko semen, so postale v boju za prostor, svetlobo in druge vire uspešnejše od naših domorodnih vrst in jih izpodrivajo. Iz prva osamljenih primerkov in manjših populacij so se že marsikje razrasla strnjena območja invazivk. Japonski dresnik, okrasna rastlina leta 1847. Lep, nezahteven za vzgojo, ampak njegove korenike so 5 metrov globoko, tudi 8 metrov stran od njega. Zraste že lahko iz enega samega koščka rastline. In zdaj tvori strnjene sestoje, obsori in nam otežuje dostop do vode. Domovina žlezavene dotike je predgorje Himalaje. K nam je prišla zaradi čebelarstva in zaradi vrtnarstva. Širi se predvsem ob rekah in po drugih vlažnih krajih. Njeni plodovi so glavice, ki se eksplozivno odprejo in ena rastlina lahko stvori kar 2500 semen. Semena pa so užitna. Kanadska in orjaška zlata rozga sta doma iz Severne Amerike. Kanadsko prepoznamo po odlačenem steblu, orjaška pa ima golo steblo, brez dlak. Ti medoviti rastlini sta zelo priljubljeni pri čebelarjih, a zdaj sta marsikje edini vrsti. Kanadska in orjaška zlata rozga se lokalno širita s korenikami. Na daljše razdalje pa se rastlina širi s semeni, in sicer s pomočjo vetra, podobno kot regratove lučke. Obvladovanje številnih vrst je marsikje postalo skoraj nemogoče, kajti narava gre svojo pot. Veter, voda, živali in človek tem vrstam omogočajo hitro širjenje na nova območja. Nehote jih širimo s svojimi vozili, na oblačilih, skoraj vedno pa se na novo pojavijo ob gradbenih delih. Z gradbeno mehanizacijo in zemljino nevede na nova območja pripeljemo invazivne tujerodne rastline, ki so najbolj uspešne prav na ogolelih površinah po končanih gradbenih delih. Topinambur je bližnji sorodnik sončnice. K nam so ga prinesli kot okrasno rastlino in kot rastlino, s katero so krmili prašiče. Imajo namreč užitne gomolje, ki si jih bomo sedaj pogledali. In iz vsakega gomolja lahko zraste nova rastlina. Lep, urejen vrt je ponos vsakega Slovenca. Svet ob vodi pa je za marsikoga priročno mesto, kamor po njegovem brez škode lahko odlagamo obrezane veje grmičkov, odcvetele rože in še kaj. A taka navada ni niti malo nedolžna. Veje nekaterih grmov se lahko ukoreninijo, zrela semena bodo vzklila. Tako bomo invazivne tujerodne rastline prav kmalu imeli tudi v naravi. Najprej malo, potem pa vsako leto več. Če želimo ohraniti pristno naravo, ki je tisočletja dajala podobo obema dolinama ob Sorah, se moramo zbuditi zdaj. Prej ko bomo ukrepali, bolj bomo uspešni. Predvsem preprečujmo vnos novih vrst, zato se je dobro izogibati sajenju vrst, ki se že kažejo kot invazivne. Take so na primer sirska svilnica, ki jo evropska zakonodaja tudi prepoveduje, metulnik oziroma Davidova budleja, lovorikovec, navadna barvilnica,
Deljenolistna rudbekija, ki je sicer že precej pogosta ob sorah, a je njeno širjenje še moč omejiti. Najbolj varno je na vrt tudi za okras posaditi naše domorodne vrste, ki dajo svojevrsten pečat temu prostoru. In ne pozabimo, da vrtne ostanke kompostiramo doma ali jih oddamo na ustrezno urejeno deponijo. Če smo to fazo že zamudili, se vsekakor odstranjevanja lotimo čim prej, saj je prvo pravilo odstranjevanja to, da je rastline treba odstraniti v začetni fazi invazije. Da bi se rastline čim manj razširile v obeh dolinah, vas v okviru projekta Aktivno proti invazivkam vabimo k čimprejšnjemu odkrivanju in ukrepanju. Predvsem je to pomembno v gornjem toku obeh sor, kjer invazivk še ni veliko. Pomembno je, da nadzorujemo območja po gradbenih delih, saj imajo tak prostor invazivke tujerodne rastline najraje. In če bomo ukrepali hitro, nam bo vrsto uspelo zlahka trajno odstraniti. Narava brez tujerodnih rastlin je lepa, odporna na različne ujme in najbolje služi tudi nam. Z odgovornim ravnanjem vseh nas lahko prispevamo k njenemu ohranjanju.